Nismo imeli ne elektrike v kabinah, nismo imeli vode, WC je bil čisto na drugem strani kempa, ampak sem bila tako, ja, valjda, kaj pa ne, mislim, treba je provat, ne. Tokratno gostjo sem se izbrala kar sodelavko, tu pa zaradi tega, ker zelo, bi rekla, avanturistično izbira svoje počitniške destinacije. Če pred 2 letoma se odpravila na vojaški tabor, se je letos odpravila na počitniško delo v Združene države Amerike. Katarina, lepo pozdravljena. Hej. Veseli me, da si se odzvala in si rekla, ok, bom sodelovala v podcastu, čeprav res da malo z cmokom v grlo, ampak moje mnenje je, da v bistvu mlajše populacije, se tudi jaz, ko sem bila mlada, sem nekako imela ta kick in DS, pa sem se odločila, da sem šla v tujino. Zakaj si se odločila, pa koliko bogatejša, če lahko tako rečemo, si prišla nazaj iz Združenih držav? Jaz sem zdaj imela skozi ta pač neki interes, da bi šla v tujino in da bi šla sama. Sicer vem, da je bilo, mislim, bilo je ful, valjda si sam, nisi niti star, pač ne vem koliko z nekimi izkušnjami, ampak pač sem hotela imeti to izkušnjo, da vidim, koliko sem res sposobna, kje je moj limit. In pač neka nova izkušnja, nova država, nova druga kultura. Zakaj se odločaš za take, naprimer, lahko bi šla, ne vem, za neni ali za varuško v Avstralijo, grejo v Britanijo. Zakaj si se odločila za Ameriko, ne? In zakaj delo v kempu? Jaz sem zdaj rasla gor s temi pač filmi ameriškimi, no. Ne vem, če poznate pač Parent Trap ali pa take zadeve. No, kaj je že oni drugi film? Camp Rock, recimo. Pač Disneyevi filmi, musicali, no. In pač ko sem zvedela, da ta kultura oziroma ta način funkcioniranja, mislim, ta summer camp dejansko obstaja, mi je pač bilo valjda ful fora in sem bila tak, ja, glej. Pa je tako, kaj v filmih? Realno kar je, no, moram priznati, da je kar tu. Kako si pa pol prišla, mislim, ok, imava idejo, jaz bi šla zdaj delati v kemp, v Ameriko, ne, vseeno je to, ne vem, z letalom, koliko je, 13 ur leta, ne? Ne, ni, to je jaz sem letela iz Ljubljane v Istanbul in potem iz Istanbula v Boston, tako da v Boston pa je bil let 10 ur. Zanimiv let, koliko se spomnim, ko si... Zanimiv, traumatičen malo, namreč bilo mi je slabo, nekaj sem pojedla in je pač šlo vse tudi ven. Tako da, koliko se spomnim, jajc na letalu ne jemo. Jajc ne jemo več, če jih ne pripravljam sama, pika. Ok, iz tega se nekaj naučimo, tako da tudi mene se s tem okužila, tako da jaz zdaj tudi več jajc ne jem. Vsakeč, ko jih vidim, kje v tujini, ne jajc. Ne, hvala, Katarina, ve. Ampak ok, rečemo, gremo od začetka. Imela si to idejo, kako si pač prišla do tega, kako je zadeva stekla? Jaz sem bolj zvedela, ne vem, ali sem googlala, ali sem to, ne vem niti, od kje sem jaz to našla, če sem čisto odkrita, ampak zvedela sem, da torej pač potovanju študentov v tujino pomaga Nomago. Se pravi, oni oziroma prej so bili agencija STA, ne? Zdaj pa pač s tem pomaga Nomago in je dejansko agencija, ki ti pomaga z vso papirologijo, z vsemi vizami. Oni te dejansko vodijo skozi celi proces, tako da ni tako zahtevna zadeva. Vem tudi, da nas je bilo recimo na orientacijskem sestanku kakih 100 študentov, tako da je kar popularna zadeva, no. Ampak ti si, mislim, 100 vas je bilo na tistem sestanku, mogoče veš, koliko vas je dejansko potem šlo v Ameriko? Imaš mogoče ta podatek? Jaz mislim, da smo tisto bliže kar vsi, ki smo šli, tako da po mojem 110, 120, nekaj tam okrog, ker takrat so že mogli imeti v glavnem pogodbe podpisane in vse je že bilo urejeno. To je bilo enih tak par tednov pred odhodom, ne. Okay. Tako da mislim, da nekaj maja, ja. Tako da večina je šla sicer poletno delo na splošno, enih 30 nas je bilo, ko smo šli v kempe, ker mislim, če primerjaš plačo, je res
rahlo depresivna plača, ne? Ti ne greš v kamp, da si plačan, ampak pač, da dobiš neko to pristno izkušnjo. Tisti, ko pa so šli normalno delati, recimo v kakšne kafiče, v kakšne rezorte, vem, da hodijo ful, tisti pa dobijo kar dobro plačo, seveda zaradi pač napitnin in teh zadev. Ja. Ne mislim, se tista basic plača je bolj kot ne relativno nizka, no, ampak mislim, način je čist drugačen kot pri nas, ne? Ok, Pol, ko si pa prišla do tega kampa, mislim... A si kar vsem pošiljala, ali si imela izbor? Ja, zdaj pač, glede na to, da je Nomago zastopnik naš slovenskih študentov, oni pa so povezani oziroma so podružnica CCUSA, to pa je Camp Counselors USA. Oni pa dejansko povezujejo kampe z pač potencialnimi counselors, ne? Tako da, recimo, oni imajo eno ogromno bazo podatkov, ti se vpišeš kot pač nek iskalec dela, oni pa so kot delodajalci in oni glede na njihove potrebe, recimo, če rabijo enega za, ne vem, za plezanje, za jadranje, za arts and crafts, recimo to, kar sem bila jasna, oni pol pač nekako iz tiste baze podatkov pregledajo, mi smo mogli naložiti celi življenjepis, ti si mogel vse opisati, kaj si ti delal, od kje si, koliko si star, itd., ne. In oni pol dejansko zberejo pač koga rabijo, ne. In tako so mene kontaktirali iz Winagonic Camps, to je bil kamp za punce, kamp za punce v Mainu, se pravi čist severovzhod države, ne. Če se lahko izrazim sredi ničesar, totalno v gozdu, sredi šume, okoli medvedi, losi in tako dalje. Tako da ja, in dejansko sem dobila od njih ponudbo in sem bila tak, ja, meni je cool. Sicer je šlo ful za taki rustic camp, se pravi, nismo imeli ne elektrike v kabinah, nismo imeli vode, WC je bil čisto na drugem strani kampa, ampak sem bila tak, ja, valjda, kaj pa ne, mislim, treba je provat, ne. Pa je bil kakšen, mislim, so oni imeli kakšne posebne zahteve, ali, mislim, si mogla kaj mislim, dobro, ok, rekla si poslala CV pa to, ampak je še bilo kaj drugega, da se oni potem izbrali? Ja, ona je zdaj še mene vprašala, recimo, prvo so me najeli kot, da bi bila arts and crafts, se pravi, jaz bi bila na umetnosti, bi z otroci delala na umetnosti oziroma takih bolj umetniških zadevah. Potem pa me je še vprašala, če še imam kako drugo aktivnost in sem pač rekla, da imam tudi neke, ne sicer dosti, ampak malo izkušenj s plezanjem, se pravi to, kaj imamo mi te adventure parks, kako bi temu rekel? Adrenalinske parke, pardon. In sem dejansko šla tja prej, se pravi junija, kjer smo pač imeli, kako bi temu rekel človek? Kot uvajalne dneve? Ne kot uvajalne dneve, to je bilo še potem. Bolj kot neki certifikat smo pridobili, dejansko si imel celi tečaj, ne? In smo imeli bolj vse osnove plezanja, vozle, kako se pripet v harness, kako delati vse z otroki. V glavnem, bilo je kar 4 dni oziroma 7 dni intenzivnega dela, tako da, ja. Pa imela si tudi, mislim, ti si se mogla njim preko videoklica, si se mogla tudi predstaviti. Ja, prvo si mogel posneti celo neki video za tisto spletno stran, potem pa so te valjda poklicali in je šlo za intervju, ja. Mislim, si bila kaj živčna? Ja, valjda, ne, mislim, itak, da si... Mislim, angleščina nimaš težav, ne, to ti gre? Ja, to je res, ja, z angleščino sem toliko pač na dobri strani, no, da mi je gre kar tekoče. Tako da to niti ni bilo toliko hudo, imela sem dejansko 2 intervjuja, zdaj ko razmišljam, z 2 različnima osebama. Ampak ne, pač bi rekla, da je podobno kot pri nas, no, vprašajo te neke osnovne zadeve, kaj so interesi, kakšne imaš izkušnje, če si pač pripravljen delati z otroki, oziroma pač kak je tvoje delo z otroki, ne, in to je to, valjda pač časovna razlika, ne. Mislim, da sem jaz imela intervju tako ob 10 zvečer ali nekaj takega. V glavnem 6 ur so bili za nami, se mi zdi, tako da ja, je bilo kar pestro. Ok, ti si potem bila sprejeta, šla si tja, dobila dokumentacijo, šla na letalo in potem se je to začelo, koliko mesecev in kak je bil prvi tisti pristanek v United States? Videla nisem kaj dosti, prišla sem ob 9:30 zvečer, tako da sem vstopila v Boston brez Wi-Fija, brez zemljevida, kako bom jaz prišla na hostel.
valjda drugi zrak, druga kultura, ne, mislim, že tako na prvo žogo je bilo ono wow, mislim, noro, crazy. Drugač pa se pravim, bilo je pač zvečer, pa bila sem cela zmozgana, sem šla direkt sam spat. Drugač pa... Potem iz Bostona, kako si prišla pač tja v Bostonu sem jaz pravzaprav sem šla z avtobusom oziroma s kočom gor do Portlanda, glavno mesto Maina. Tam pa me je pobrala ena pač bodoča sodelavka dejansko, ki živi v Portlandu, pa so kar pač poslali po mene. Tako da sem imela že na prvo žogo mogla imeti pogovor z eno Američanko, tako 1 uro v avtu smo bile sem tako, o moj bog, mislim, jaz sem bila tako, shit. Zakaj? Mislim, tako prvi vtis o teh Američanih? Američanih? Ja, tudi, mislim, valjda se prepela z ogromnim avtom, ne? Ja. Ti gledaš tiste ceste, ti gledaš tiste tovornjake, to je, mislim, gromozansko. Pa valjda tak neke izkušnje, ampak pol pač po pogovoru gotoviš, da si nismo tak fejst različni, ne? Ampak pač zanimivo definitivno, no. Kaj bi, naprimer, zdaj, veš, kaj je bilo meni zanimivo, ne? Dobro, zdaj sem malo prehitevam, ampak vseeno. Bilo mi je ful dobro, ko si prišla iz Amerike, dobro, ti si bila tam 5 mesecev? Jaz sem bila tam dejansko od začetka junija pa do konca septembra, tako da skoraj 4. Ja. Ampak v kampu pa sem bila uradno, mislim, da 3 mesece, se pravi. Kaj pol po teh 4 mesecih, ampak tako, ko vem, da takrat so bile pač, bi rekla, imela si privilegij, da si lahko spremljala te predvolilne boje, ne? To je res, ja. In pol mi je bilo ful zanimivo, ko si prišla v Slovenijo in jaz vem, da sem te vprašala, Katarina, kdo bo zmagal, Harrisova ali Trump? Ja. In ti hladno, Trump. Kako si vedela, iz česa si sklepala? Pač meni se zdi, da koliko so pač progresivni v neki luči, je tudi ful dosti podeželja. Ne? Ti si ne moreš predstavljati, kakšne so to razdalje v Ameriki. Ne? Mi smo se vozili ure in ure, pa vse bajte, tako 3 kilometre ena stran od druge. Ne? Meni se zdi, da so kar ful odrezani, no, ne bi zdaj rekla, da... Ampak se fejst nekako držijo svojih, ne vem, nekih vrednot. Ne vem, zakaj sicer, ampak to je res, to gre za res izolirane, pač, ne. Sej, recimo, če gledaš, kje so zmagali demokrati, gre za večja mesta, ne. Mi smo bili, recimo, v Mainu, se pravim, sred ničesar, sred šume, ne, in ti ni presenetljivo, da jih, ne vem, take bolj globalne zadeve, ki dejansko zadevajo vse, ne zanimajo, ne. Nimajo takih prioritet, ne. To bi rekla to, no. Ne glede... Nisem imela zdaj takih izkušenj z ljudmi, recimo v kampu, definitivno ne, ampak tak nasplošno kot kultura, mislim, pol pa mi je bilo kar jasno. No. Ampak dobro, tle v kampu si bila edino Slovenka, ne? Je bilo še kjeri drugi iz tujine, ali pa rečemo Evrope, no? Šansa, da bi bile 2, bi bila res, res nizka. Ampak je bila, oziroma nas je bilo kar nekaj, ena je bila iz Luksemburga. Okay. Par je bilo Irk, nekaj je bilo Britank, ena je bila Španija, drugače pa sem se, ne vem, najbolj smo se tako poštekali tisti, ki smo tja prišli, ne, tako da mednarodni zaposleni smo se najbolj družili med sabo, pa je bila druga grupa, te Američani, ne, ker vseeno... Koliko se to skupilo, mislim... Zaposlenih nas je bilo 100, se mi zdi. Ja, kamp je bil potem naenkrat, mislim, hkrati smo imeli v kampu, mislim, da 200 punc. Razdelili so se nekako na junior, se pravi mlajše, intermediate pa senior. Ne, jaz sem bila v senior, jaz sem bila med najstarejšimi. Zdaj bilo nas je ful, bilo nas je 100, pol pa še vodstvo, valjda, to je ful, kako hočeš. Mednarodnih bi rekla, da nas je bilo kak je tretjina, mogoče celo pol, ne vem, ne bi rekla sicer tretjina, bi rekla. Dosti Američanov je recimo, ko so bili v kampu kot otroci, ne, punce, so pol kar nadaljevale in so kar pol dejansko bile zaposlene. Bi rekla pa, da sem, tako pravim, ne, poštekali smo se najbolj mednarodni. Imel si tudi, ne vem, z Indije, z Jamajke, iz Avstralije, Nove Zelandije, ne, tako da je bilo kar pestro, no. Kako pa, naprimer, so na vas, mislim, si imela kakšen tako občutek, zdaj, ki si jih rekla, bili smo po grupah, si imela tako občutek, da
malo tako Američani gledajo na vas, mi smo the greatest. Ne bi rekla, da na nas gledajo tako, ampak vseeno gre za neke druge odnose. Se mi zdi, da so oni faced, ne mreš jih ravno dobesedno jemati, če lahko tako povem. Lahko so ti na vides oziroma tako proti tebi ful prijazni, ampak tako in the back, behind your back, pa se zna pač kar dogajati. Pa tudi take bolj, ne vem, take površinske vrednote, bi jaz temu rekla včasih, da jih briga za take zadeve, ko smo vsi ostali bili sam tak, kaj, tak, skuliraj se, it's not that serious, pač in bolj to, čist neki drugi odnos, pa tudi alkohol je bil ogromen problem, recimo, oni ne smejo piti, pač 21 je meja, in dosti jih je bilo valjda mlajših, in je bilo fejst tega pač mladoletnega po naših standardih popivanja, in sicer ne bi rajši o tem, kar pijejo, ker nagražno, ampak to each their own, pač, v glavnem to, ja. Bolj pa gremo, ponavadi vsaki, ko pride v Ameriko, hrana, si začela s tem, alkohol, kakšna je ta kvaliteta, je res tako slaba, sladka? Jaz bi rekla, za glede pijače ne znajo najbolj piti, to so taki bolj selcerji, take radenske z nekim okusom in z vodko, recimo. Tako da okus je nagražen, ampak to je mogoče samo jaz, pač moj opinion. Hrana pa valjda, zdaj teh fast food chainov je koliko hočeš, svašta, hamburger, vse posod. Bi rekla, da dejansko je bolj nezdravo, ker imajo tudi recimo manj regulacij, recimo pri nas neke sestavine sploh niso dovoljene, ko jih imajo recimo oni v hrani. Zdravo prehranjevanje je res za pač middle in high class, redko zdaj bi, ker je tudi ful poceni. Jaz bi rekla, da so cene kar primerljive z nami, z našimi. Hamburger recimo 9-10 evrov, tako da bi rekel, da je tudi tu, celo manj, kje se tudi že zgodi. Tako da, ja, bolj masna, ogromne porcije. Nikoli nisem pojedla, recimo, Vse je gromozansko. Gromozansko, ja. Ampak, naprimer, kaj pa tle v tem kempu, ste imeli boljšo kvaliteto, ker če grejo otroci v ta kemp, mislim, Američani, to je za Američane, morajo starši plačati, Plačajo kar konkretno, V kakšnih cenah to govorimo? To je, recimo, za celi, tako da full session, recimo, da so otroci tam pač celi čas, kar je kemp odprt za otroke, je to 6 tednov, se pravi mesec pa en teden, 2 tedna, pardon, in zato plačajo $10,700 ameriških dolarjev. Tako da to je pri nas sicer malo manj, ampak spet ne tako grozno, Tako da 10 jurjev, da otroka pošleš v kamp. Za glede hrane je bilo dejansko kar vrejo poskrbljeno. Večina v kuhinji so Jamajčani in Mehičani, tako da se kar solidno je, če smo imeli celo njihovo hrano včasih. Tu pa tam je bilo malo vprašljivo, ker potem, ko so otroci prišli, recimo predtem smo res ful dobro jedli, jaz sem bila presenečena. Potem, ko so prišli otroci, valjda količina ljudi se poviša in je bilo tu pa tam so bile kakšne ribice in paradižnikova juha, ki je bila bolj mezga v mojem, tako da... Ampak Američani pa so to bili celi, mislim, otroci, Ja. Kaj so najrajši jedli, naprimer, da so rekli, imeli smo neko ful specifično, bil je exploding chicken, kar je dejansko, jaz sem bila ful zmedena, ko sem prvič to slišala, valjda so bili vsi navdušeni, jaz sem tak, makes zero sense. In potem sem ugotovila, da je to piščanec z brokolijem, v neki omaki, pa ocvrto, še zdaj dejansko ne vem niti, kaj je točno, ampak zadeva je bila, zanimiva, ne bom zdaj rekla, da ni bilo dobro, ampak bi pri nas rekel, kot da je to pač pohan pišek pa brokoli, recimo, pač. Ampak so bili ful navdušeni na tem, glavnem naj jejo, če jim paše.
Kaj pa naprimer pijača, kaj se največ pije? Je tista še vedno paradni konj, Coca-Cola ali... Američani imajo te lepe mašine, ne. V vsaki restavraciji s hitro hrano imaš free refills, kot bi temu rekel Američan. Kar pomeni, da ti dobiš samo kozarec in greš sam si natočiti Neomejeno. karkoli pač hočeš piti. In to pomeni, da lahko greš 6-krat nazaj. Valjda gaziranih pijač pa ogromno, ja. Ki so verjetno tudi sladkor. Ima drugi okus, definitivno. Coca-Cola Diet, imajo Diet Coke, recimo mi tega nimamo toliko, mi imamo bolj zero. Ja. In ima zadeva kar drugačen okus. Tudi recimo, ko sem primerjala bolj druga gazirana pijača, ne, je to že barva Fante je recimo, da zgleda toksično malo, no. Vseeno pa se mi zdi, ko si razlagala, si šla pač med ameriške otroke, vseeno, meni se zdi fajn, da si imela to priložnost, da si lahko bila bolj pristna z Američani. Otroci vseeno niso toliko, bi nam rekla, lih pokvarjeni, ampak veš, bolj iskreni so, ne. In si lahko res dobila ta vpogled v ameriško miselnost preko otrok, mislim, marsikaj so ti povedali tudi o svojih družinah in tako naprej. Ja, zdaj že cela, lahko bi temu rekel, klasa je čist mogoče netipična, ne? Ker gre za pač valjda otroke, kateri starši morajo imeti toliko denarja, da to financirajo. Tako da je šlo bolj za otroke iz nekih mogoče višjih prihodkov, no. Tako da je tu pa tam ušla kaka, ja, mi smo bili pa na počitnicah v Stavi, neko fancy mesto, recimo, ne. In si včasih kar tako pogledal, ono, okej, ne. Tako da, ja, dejansko pač ne nas se ravno držijo nazaj, tu pa tam, ko razmišljaš, pogovarjali smo se tudi recimo o šoli, o milijonih in 100 in eni temi, kako oni vidijo, ne vem, šolo, ne, se neke, niso najbolj zadovoljni, recimo, ne. Aha, ne. Gre za pač, ameriško šolstvo je mi tega ne bi, ne vem, če bi naš sistem tak deloval. Tak proti približno. Kaj pa znanje potem, mislim, imajo znanje? Ne znajo niti pisati normalno, mislim, to je toliko slovničnih napak, da jaz, ko sem se, mislim, se ugibam, da kot ti, ko se učiš drugi jezik, recimo angleščine slovnico, dosti bolj znaš, ko svoj prvi jezik, se pri nas je enako, recimo eni otroci ne znajo črkovati, še eni odrasli ne znajo črkovati, ne. Ampak res, jaz sem bila malo v šoku, no, ko sem to videla, čeprav ugibam, da ne bi smela biti tako presenečena, no. Pa so naprimer te otroci, dobro, koliko je bil najstarejši, kaj je bil tvoj? Zdaj, večina je bila od 7 do 15, tako da jaz sem imela dejansko skupino 13-letnic, drugače pa sem imela od 13 do 15-letnice. No in zdaj naprimer te, poznajo Evropo, poznajo Slovenijo? To bi rekla, da dejansko ja pa ne, odvisno kako so zainteresirani. Valjda večina tako ni slišala za Slovenijo nikoli. Predstavila sem se z dejstvom, da imamo Melanijo Trump in Luka Dončića, tako da eni so vedeli. Jim je bilo fej smešno, v glavnem meni tudi, da so vsaj neko sliko dobili, no. Ampak bi rekla, da ne, no. Še manj pa Luksemburg, valjda. Ja. Od ki, ne, mislim, ni šans, ja. Pa so bili te punce, so v bistvu starši že kdaj potovali po Evropi? Mislim, da si rekla, so bili bolj... To sigurno, pač, to je bilo... Ja, smo bili v Parizu prejšnji mesec, recimo, tako, ono, kar tak, veš. Ampak po moje otroci, kot, ja, gremo v Pariz, zraven tega ne vejo kaj dosti, no. Oziroma jih niti ne zanima, no, v tem smislu. Sam pač, da lahko rečeš, da si bil pa neke te fancy trgovine, pa je to, ja. Ampak zanimivo, ne, govorimo o otrocih, ki so prihajajo iz nekega višjega sloja, ne, vseeno pa jih starši pošljajo v kamp, ki ni elektrike. Ja, jaz bi rekla, da je to bolj kot ne ravno zato, ne, ker gre pač, da so v nekem okolju, v katerem niso vsaki dan, da so malo pač out of their comfort zone, ne. Pa tudi dosti staršev je bilo že v kampu, tako da to so generacije in generacije, valjda,
družin, ne, ki je bila prababica je bila tu v kampu vseh koliko let. V glavnem, to so... ja. Ampak me veseli, da se držijo pač teh, ja, mi smo pa rustikalni kamp, ne, pač da vztrajajo pri tem, da ni elektrike, da so brez telefonov, da so brez vsega, ne. Da pač izkusijo, mislim, da dajo skozi oziroma da poudarijo neko te pač povezave med prijatelji in delajo, berejo zraven jezera pač in sedijo v tišini, ne, pač. No, mislim, to zdaj, ko razlagaš, mislim, to je znanstvena fantastika. Jaz se spomnim, da tle v Slovenskih goricah, da so se enkrat starši skregali, ker so šli na smučanje ali nekaj otroci in naj ne bi imeli telefonov zraven in je cel halo. In zdaj ti razlagaš, da dejansko grejo te mladoletni otroci brez telefonov tja. Ja. Mislim, prinesajo jih zraven, ampak če telefon prinesajo, ga morajo tudi zakleniti v sef v pisarni. In ga nimajo. Sploh ga nimajo. Ja, dobijo ga samo takrat, ko je prve 3 tedne, torej ko je prvi session končan, ko pridejo tudi starši po njih za en dan, tako da so lahko en dan za starši, takrat imajo telefon in pol je to. Pač. Pa imajo kakšno to, veš, bi rekla, ker vseeno smo odvisni od teh naprav. So okej. Valjda, če potegneš telefon pred njimi ven, so tako, can I touch it? In sem tak, ne moreš. Ampak, ja, valjda, pač, največ se mi zdi, da pogrešajo glasbo. Dejansko poslušanje glasbe in pač pogovarjanje s kolegi, ne vem, Instagram, TikTok, whatever. Drugače pa mislim, da ful channelajo to energijo v pisanje pisem, kar je ful tudi spodbudno, no ful jih spodbujamo, da pač pišejo staršem, pišejo kolegom, tudi oni preden grejo rečejo kolegom, daj piši mi, ne. In se mi zdi, da je to ful neka taka pristna zadeva, ki bi se tudi mi lahko malo poslužili, no, v tem smislu. Ja, to pa je cool. Imeli ste tudi neke take tematske večere? Ko si jih omenila glasbo, jim je to... Imeli smo, ja, vsaki dan dejansko je bil pač neki evening program, se pravi pač neki po večerji smo imeli neko bolj zabavno temo, karkoli je pač že to bilo. Imeli smo neki trivia, se pravi, da smo imeli neke kvize, imeli smo bolj take, ne vem, kot da bi rekel, da bi se lovili po celem kampu. Pač bilo je, ali je bilo pestro, ali je bilo bolj na chill, ali je bilo... v glavnem, skozi je bilo nekaj, no. Smo bili z njimi od jutra do večera, tako da niso imeli... Bolj je bilo za tebe tudi to? To je bil tako služba, skoraj bilo rekla 24 ur, kako ne? Ja, res je, ja, ker tudi spiš z otroci, recimo, ne. V tej kabinici si pol ti imela svojo grupico, ali kako? Tako, imela sem torej 5 13-letnic. In jaz zraven, ja. Saj sicer bili smo, tako bi rekel, starš, ki gre v službo, bolj kot ne. Nisi bil ti z njimi cel dan, ker si bil vseeno activity instructor in si ti pač svoje aktivnosti učil. Tako da smo šli skupaj na zajtrk, ne vem, če včasih smo sedeli skupaj, včasih ne. Pol so imeli čas, da pospravijo, pol je bila torej prva ura, first period, druga, pol je bil free swim, se pravi, so imeli nekaj prostega časa, pol je bilo kosilo, pol je bil obvezen počitek, ki bi naj bil obvezen, ampak obvezen ni bil. Potem pa 3. in 4. in 5. Torej ura, večerja pa evening program. Pa so pa šli spat, kar je bilo 9:30. Na papirju sicer, ne v realnosti, ne. Spali so mogoče ob 10:30, 11. Včasih smo prav planirali, veš, kakih bomo zlaufali v evening programu, da bojo pol spali. Pač malo smo mogli planirati, ja. Malo je bilo treba razmišljati. Pa ste bili pol v tem uspešni, ali? Včasih ja, včasih jih je emocionalno kaj fejst zbilo, ne vem, pač, ne. Drugače pa ja, se mi zdi, da je bilo malo boljše, no. Kaj pa, na primer, zdaj, če gremo, tako kot si rekla, ti si bolj, seveda, kot magistrantka grafičnega oblikovanja, če lahko tako rečem, ne, si bila na področju umetnosti tam, ne, to je bil bolj tvoj fokus. Kaj je tvoje delo dejansko? Kako je to izgleda, tvoje delo? Ja, zdaj, če so si oni recimo zbrali na urniku, da bojo imeli arts and crafts, ali pa pottery, se pravi potem ustvarjanje z glino.
sem jaz dejansko vsako uro pripravila neko zadevo, neki projekt, ki smo ga pač tisto uro delali. Ne? Ali je bilo to, ne vem, enkrat smo delali kaligrafijo, enkrat smo delali embroidery, se pravi pač, ali pa tudi recimo z filcom smo delali, v glavnem bilo je kar pestro. Pa si ti to že vse te tehnike prepoznala, ali si jih tudi... Dejansko ja, no jaz ne poznam zdaj vsega do potankosti, ne, ampak sem se z dosti pač mediji že srečala, tako da mi ni bilo, da bi bilo zdaj pač katastrofalno, da ne bi vedela, kaj delati. Ja. Sicer pa sem imela tudi recimo nadzornico, bi temu človek rekel, se pravi kot menedžerka, tip stil. Supervisor, ona pa je delala v junior, pa v intermediate campu, se pravi, mi dve smo se videli mogoče tak enkrat na dan, mogoče še to ne. Ker sem jaz imela te senior punce pač sama, dejansko, ne. In sem imela, cel dan sem bila tam not v Arts and Crafts studio, no. Drugač pa ja, ona mi je kar pomagala, pa smo nekako zgurali, no. Kaj pa, naprimer, ko vas je bilo teh mednarodnih, ko ste se družili, pa to vseeno ste bili kar lepcaj, 3 mesece skupaj. Mislim, še zdaj z njimi tako shranjaš stike? Zdaj, da bi se vsak dan menila z njimi, ne, ampak vse tu pa tam, ki slišimo, mogoče najbliže mi je Kayla iz Nove Zelandije, kar je dejansko 12 ur za nami, v glavnem, kakorkoli pogledaš, oziroma pred nami, pardon. Pa tudi Rebecca iz Britanije, ona je Angležinja. Kaj ti je bilo pri njima tako, da ste se poklapali? No, Pa ne vem, kako bi človek temu rekel. Jaz nimam nekih, dokler je folk cool, pa se nekako ujamemo, je meni čist cool, no. Ali kako bi temu rekel, no ne vem. Pol naslednjo potovanje mogoče bo res eno Nova Zelandija, mogoče, ja. Pa spet Britanija, ne bi tu šlo. Samo je treba leteti, veš, to se še malo se še pobiram od tega, ampak... Ampak let nazaj je bil boljši. To je res. Je hitreje minilo, pa nisem nič jedla, tako da ni bilo kaj za narediti. Za vsak slučaj. Za vsak slučaj, res je. Zdaj, če bi tako pogledala pod črto, kaj ti je bilo tisto v kempu najbolj všeč, pa ne vem, ko ti je najbolj se vtisnilo v spominu srce? Jaz bi rekla, da ni bila neka fizična stvar, ampak je bolj bila neka skupnost, neka ideja, kako oni to dejansko furajo, to skupnost. Ne? To so tako povezani ljudje, mislim, to so generacije in generacije družin, kolegov, punce se že, ne vem, leta in leta srečujejo samo v kempu, recimo, ne. In lahko rečeš, ja, jaz imam najboljšo kolegico, ampak je v kempu, vidim jo 2 meseca, recimo, v letu, ne. Tako da mogoče je neka ta povezanost, kamorkoli grejo, pač imajo ta kemp v duši, recimo, ne. Ja. Ok, po kempu si se pa odločila, pa grem na potovanje, ampak nisi šla sama. Nisem šla sama, res je. Imeli smo pač torej na voljo zraven te vize, da si izkoristil 1 mesec potovanja. Najprej sem potovala z Rebecco in Kaylo, se pravi pač dejansko kar najboljšima kolegicama iz kempa. Ampak ste si že prej splanirali, ali ste kar tako rekli, ajde idemo? Se mi zdi, da je bilo z njima pola, recimo. Tak, ne vem, rezerviraš si hotel, rezerviraš si bus, pol pa si tak, ne vem, no, bomo videli, I guess, ne. Ja. Tako da ja, začele smo te v kempu, peljala nas je ena sodelavka v Portland, glavno mesto. Tam nas je pobrala druga sodelavka in smo šli k njej domov, ker živi v Portlandu, ima 2 otroka, celi whole picket fence. Oziroma ne 2, pardon, 3. Ups. In se mi zdi, da najbolj zanimivo od tega mi je bilo, da je pač rekla, da morajo iti na dan odprtih vrat v šolo. Wow. V osnovno šolo dejansko in sem bila tako, grem zraven, ne? Ja, da. In sem bila tako, no, da vidim zdaj, kaj se tu dogaja, ne? In dejansko mi je bilo ful cool. Šetale smo se po celi šoli, gor pa dol. Prepričala sem še Kaylo in Rebecco, da so šle zraven, tako da nas je bilo res eno mali avtobus. Ko v filmih. Je vse, kar lahko rečem, no, res. No, pol v Portlandu, pol smo šle v Boston,
kar za mene mogoče, ne bom rekla najljubša destinacija, ampak mi je bila najbliže. V Bostonu sem tudi pristala, ko sem prišla v ZDA. Ne vem, taki bolj evropski občutek mi je dal. In če bi se mogla odločiti, bi živela v Bostonu. Tako sem se odločila. Pol sem pa šla dol, oziroma smo šle s Kaylo obe. Rebeka se je takrat poslovila od nami, šla nazaj domov. Pa smo šle v New York, kjer pa se je potem pridružil moj fant in smo šla iz New Yorka v Los Angeles in pa smo se pač z avtom vozila tam malo okoli. Avto sta rentala in kaj ste si potem, če sem tako na kratko, kjer je? Iz Los Angelesa, ki je bil pač svinjsko vroč, bilo je 40 stopinj plus sonce. Čakaj, koliko je bilo pa tam v Bostonu? Mislim Boston je bil chill, tak enih 24, 23, mislim, tako v kratkih rokavah, ampak ne skuriš se, ne. Ja. Recimo, pristaneva v Los Angelesu, jaz sem gotovila v sekundi, da to za mene ni. Tako da v kakšne grozno vroče kraje nikoli več, razen če sem mentalno pripravljena. V glavnem bilo je 40 stopinj. Se mi zdi, da sem prav talila, smo se topila, smo se po tistem asfaltu. Pol smo se peljala gor severno proti San Franciscu. Tam je bilo ful boljše, ful bolj pihalo, valjda. Pa tudi temperature so bile nižje, tam da jo je skoraj zeblo, se mi zdi. Pol smo pa šla v Yosemite National Park, Sequoia National Park, Zion, Grand Canyon, Las Vegas in potem iz LA letela nazaj v New York. V New Yorku ostala še par dni in potem domov. Če bi zdaj, prej si rekla, da ti je bil Portland najbolj všeč, kaj pa potem ta del, zahodni del obale? Boston mi je bil sicer najbolj pri srcu, ampak zahodni del... To je vseeno malo bolj tako glamorozen Hollywood in lalala. Ja, čist drugačen vibe je, po mojem. Los Angeles je res čist neka druga primerjave z New Yorkom pravzaprav ni, ne? Mislim, to je čist neki drugi sistem. Mesto, ki nikoli ne spi. New York mi je bil res, dejansko mi je bil kar všečno. Sicer je taki, pač ne zahajaš v neke čudne ulice, ne? Ampak je ful, mislim, človeku prijazno. Mislim, ful laže je nekam priti, podzemne je valjda itak. Ko enkrat ugotoviš sistem ulic, aveni, no problem, kot da si tu doma že 20 let, ne? Res non-stop se nekaj dogaja, vedno nekje neka zanimiva situacija, tako da, ja. Kaj bi pa rekla, naprimer, če zdaj so te, kot si rekla, za mesta, ne? Se ti zdi, da so oni bolj, ne vem, če pravilno, tehnološko napredni? Jaz osebno imam občutek, da to, kar se zdaj dogaja v Ameriki, bomo mi doživeli čez 15 let v Sloveniji. Misliš v smislu tehnologije na splošno? Pa tudi kot družbe, nekega celega razvoja, kot da se to potem z nekim zamikom hodi k nam v Slovenijo. Jaz bi zdaj rekla, da ne vem, tak za normalnega smrtnika to ni neka grozna neki grozni tehnološki napredek. Recimo imaš, ta tap to pay, wow, ne, imaš recimo na podzemljih, tega mi nimamo v večini primerov, ne. Drugače pa ne bi rekla, da sem zaizkusila neke ful specifične tehnološke napredke. Rekla bi bolj, da so nasplošno bolj odprti za to, mislim, to jaz opažam, ne, ampak dizajni pa take ful bolj, ne vem, futuristični pristopi, recimo, ne. Bolj so odprti za neke odkačene ideje, odpičene, čist neki primer. Ja. Mislim, da je tako konkretno. Kaj je bilo? Recimo, ne vem, zgradbe, če imajo kako, ne vem, oglaševanje, ne. To je taki ad, da si tak v lifeu mi ne bi dovolili tega narediti doma, ne, recimo. Tudi Times Square, to je insane experience, ne, to vse bliska, taksi totalno napaljen. Če bi se pa tako dotaknili, kot rečeš, dizajna, ali si ugotovila, da je res en dizajn ful bolj napreden, je pa verjetno tudi dosti tega smetenja. Smetenja v smislu, da je ful itak, valjda, pač potrošništvo, ne, number one vera v ZDA.
Ja, dobro. Bašta, ful je vsega, itak, ja. Meni se zdi, da oni ful, recimo, so kar razvajeni, bi lahko temu rekla, pač potrošnik je ful razvajen. Ne? Imaš ti recimo fast food chaine odprte 24/7, ti imaš vsaj eno vrsto neke trgovine odprte 24/7, ne. Ni važno, ali je nedelja, sobota, to lov. Bila sem v nedeljo ob 6 zjutraj v Dunkin Donutsu, tako da ne, recimo. To so, ne vem, to te diners odprte 24 ur, šla smo jesti zajtrk ob 5 zjutraj, recimo, ne. Zanimivo, ne, pa ni problem, postrežejo te z nasmehom. To je to, ne, ker pač so odvisni od tebe, dejansko, ne, če zdaj gremo na napitnine, ne. Oni, recimo Denny's, vem, da imajo, ne vem, koliko je, $2 nekaj na uro, ampak oni torej sklepajo, da bo natakar dobil napitnino. Tako da oni tega niti sploh, če bi to oglaševali, valjda bi jih verjetno to zaprli, ne, ampak mislim, nisem zdaj 100%, ampak mislim, da je tak, ne. Ker vejo, da stranka je kralj, ne. Karkoli si izmisliš, ti lahko dobiš, ne. Če bi jaz zdaj prišla v restauracijo in bi rekla, daj mi pico brez sira, brez testa, samo z paradižnikom, bi oni bili tak, ok. Pri nas pa bi bili tak, ne, kaj je s tamo narobe, pač tu imaš meni, preberi si, ne. Ja. In se mi zdi, da je to ful, ne vem, mene sicer nervira, ker že ko se moram odločati v meniju, že nasplošno me je malo, zakaj moram jaz zdaj tu zbirati, da mi kar nekaj, mi je vseeno kaj not, ne. Oni pa te še vprašajo, veš, kak bi pa to, kak bi pa tisto, kak bi pa to, kaj pa kava, bo te mrzlo ali vročo, recimo, ne. Ja. Tako da ja, dejansko imajo ful ta poudarek na potrošniku, ne. Ok, zdaj omenila si ta kava. Ja. To ameriško kavo, meni je to, kot da bi barvano vodo pila. Veš kaj je, jaz ne pijem kave drugače. Mislim, nisem neki entuzijast kavni. Ja. Tako da me ni ta vodena kava niti ne moti. Mi je tudi cool mrzla kava, recimo ledena kava je meni ful dobra, tako da jaz s tem večjih težav nisem imela. Tudi valjda dajo pol kile cukra not, tako da pač se moraš malo brzdati, če ti je to dobro, no. Ja, definitivno. Pa si, na primer, kaj pogrešala našo hrano, ali ko si bila tam, ali ti je bilo ok? Ker moram reči, ne, ti si, mislim, da edini človek, ki ga jaz poznam, ki je šel v Ameriko, pa se ni zredil. Po mojem, vsi se zredijo, vsi smo se zredili. Ti si prišla ista. Jaz bi rekla, da sem imela pač to srečo, da sem bila v kampu. Res, da je bila kot prvo ta pač kontrolirana neki dotok, neke koliko dolgo zdrave hrane. Pa tudi jaz nisem neki zdaj grozen jedec, količinsko, no, v smislu količine. Hrana sicer mi je dobra, ampak da bi zdaj ne vem koliko pojedla, nisem. Vse ne vem več, kaj sem mislila reči. Hrana, kira ti je bila? Mislim, si kakšno tako pogrešala? Ne vem, veš, kruh je tam ni recimo kruh. čevapi mi niso, da bi bila navdušena nad njimi, res. Mislim, jem jih, ni problema, ne? Ampak takrat so se mi tako začeli luštati čevapi. Jaz sem bila tak, glej, vse kaj, daj mi toti exploding chicken, lahko imaš, daj mi en čevap. En proper balkanski čevap, pa bo vse vred z mano, ne? Ali pa recimo juhe, oni ful ne jejo, mislim, juh, nasplošno. Mi pa valjda ljudstvo, ki živi na juhah, ne, imaš joto, imaš golaž, imaš take, mislim, take bolj konkretne neke župa situacija zadeve, ne, oni tega nimajo, ne. Meste mezgo. Glej, res malo traumatično, ja. Ja. Če se mogoče še dotaknemo, si imela, jaz ko sem potovala takrat po Ameriki, no, sem imela slabo izkušnjo, ne? Mene so dejansko ropali na avtobusu. Si ti tudi bila soočena s kakšno tako neprijetno izkušnjo ali pa situacijo, ki te je malo tako res? Zdaj, jaz se z zločinom srečala nisem. Ne. Smo pa imela izkušnjo, da me je 2-krat avto crknil. Enkrat je bilo na parkirišču sred Los Angelesa. Ne me sicer vprašati, kako se je to zgodilo, ker nisem dovolj pametna, da bi razložila. V glavnem, akumulator se je spraznil, jada, nekaj in smo čakala vlečno službo pol enih zjutraj. Pa drugič nam je crknil avto, drugič je bilo v kampu južno od Grand Canyona.
In dejansko na srečo je pač te fančo na recepcijo bil tak, avto nama ne dela, v glavnem, John bo zrihtal, John je prišel, John se je pripeljal popravo, mi vas pa šla. Jej, John! Jej, John! Ja, no, to je bilo edino. Srečno pač ni bilo nekih drugih incidentov, za kateri bi si zdaj, poleg moje izkušnje na letu, ne, Ja, okej. imam take bolj osebne, negativne dogodke, kot pa, ja. Mogoče bom zdaj malo iz tebe izhajala. Jaz vem, ko sem, ampak dobro, to je že leta nazaj. Jaz preden sem šla v Ameriko, sem imela ful tako idealistično predstavo o Ameriki. Ko sem se vrnila, je to se bistveno umrlo. spremenilo. Ja. Kako pa je bilo pri tebi? Jaz bi rekla, da v nekih pogledih so nekako potrdili moja mnenja, v drugih so mi pač dokazali nasprotno. Pa ne bi niti rekla, da v negativnem smislu. Recimo, glede na izkušnjo, ne vem, vožnje, jaz, po mojem mnenju, so Američani ful strpni vozniki v primerjavi z nami. Ne, to so res grozne razdalje, ravne ceste, kilometre in kilometre, niti enega ovinka, recimo, ne. Pa tudi v večjih mestih, ne, so zelo zelo spoštljivi vozniki. Recimo te spusti brez problema, počakate brez problema, pri nas eni že trobijo, ne. Mogoče v tem smislu, pa da so zelo prijazen narod. Tako pripravljeni so ti pomagati brez problema, recimo, če ti zdaj tam na cesti enega vprašaš, ki je to, da ti bo brez problema pokazal, še mogoče bo šel s tabo, če ti je fejst, mislim, če res ne veš, zakaj se gre. To je to, no. Vedela sem sicer, da ne bo neka idilična Narnija, ne. Ampak ja, no, je bilo zanimivo v glavnem spoznati neko čist Kaj, na drugo primer, bi kulturo. se mi lahko, ali pa bi me tako vprašala, kaj bi si želela, da bi se mi lahko naučili od Američanov? Jaz sem bolj mnenja, da bi se oni dosti lahko naučili od nas. Okay. Ful gre bolj za neko, sicer zdaj kamp je čist neka druga valjda izkušnja, ne, ko sem govorila o skupnosti, ne. Tako pa se mi zdi, da so fejst in tako individualistični, ne. Pa tudi ne vem, neko bolj, ne bi rekla zdaj počasno življenje, ampak da je appreciataj pač moment, ne. Vsaj jaz bi to rekla, ne vem, če smo zdaj Slovenci, nismo ravno tak kot narod, ampak se mi zdi, da so skozi ta potrošništvo, pa to je skozi v nekem, ne, treba iti delati, če ne delaš, delaš nekaj doma, če ne delaš nekaj doma, bi mogel nekaj delati, ne. Mislim, da realno imamo kar vsi s tem probleme, ne, ampak pač kapitalizem, mogoče, ne vem. Zdaj, ko si potovala, vem, da ponavadi, ko grejo ženske na kakšna potovanja, grejo tu res kufri, ne? Tudi jaz, ko sem takrat šla, sem rekla, ok, Nina, tvoje prvo daljše potovanje, pojma nisi imela, kako bi se mogla opremiti, s kako težo si se ti odpravila? Jaz sem bila baje nora, po mnenju dosti ljudi, ker skozi, ko sem potegnila ven moj ruzak, so bili tak, that's all you have? In sem bila tak, yes, that's all I have. Imela sem namreč 2 ruzaka, oziroma je šlo za en ruzak, ki se je dal na 2. Tisti manjši je bil 15-litrski, tisti večji je bil 40, tako da sem skupaj imela samo 55 litrov prostornine, v katero sem lahko pač nabasala nekaj dosti odkrito, ampak tudi dosti stvari bi rekla, da niti nisem rabila. Dosti oblek, recimo za kamp, so mi oni itak dali, ker smo mogli biti v uniformah. Drugač pa trojne hlače, 5 majic, trojne gate in je to, dejansko skoraj dobesedno, no. Imela sem sicer 4, recimo, čevlje, imela sem pohodne, imela sem teniske, sandale in japonke, se mi zdi, kar je bilo čisto dovolj. Pa tudi pralnice, valjda, novi oboževalec, biggest fan pralnic. Mislim, da bi jih lahko uvedli tudi v Sloveniji.
Mislim, sicer vem, da jih imamo, ampak pri njih so to ful, ne vem, taka prav kultura je okoli teh pralnic. Vsi grejo, ne vem, na nedeljo, soboto, kdarkoli pa sred dneva, pa tam preživijo 1 uro, ne, s svojimi četrtaki. Ne vem, dobra izkušnja, no. Bi rekla, da ni potovanje z manj prtljage, no. Bi rekla, da je kar... Mislim, meni je bilo ful lažje, nabasala sem vse na sebe, pa sem šla, ne. Nisem rabila vleči kufra za sabo, po stopnicah gor, po stopnicah dol, recimo včasih je bilo treba laufati na vlak, ne. Si pač laufal, ne, medtem ko sem imela zadnji Rebeko, ki je imela 50-kilski kufer, pa smo tak, gremo, ni cajta. Tako da ja, drugač pa... Je mogoče ta izkušnja, če ko bi rekla o tej smotrni porabi oziroma manjšem kufru oziroma nahrbtniku prišla iz tega vojaškega kempa? Joj, jaz mislim, da vojaški kemp ni kaj dobro, pač naučila sem se že neke discipline, ampak jaz bi rekla, da ta minimalizem je pač moj stil, kak pač se jaz mislim, kak jaz hodim po lifeu. Ja, no, neke stvari, ki pač minimum, kaj lahko vzameš, toliko da je in je to, ne. Sicer tu pa tam sem pogrešala kaki večji kufer, da ne bo pomote, ne. Ampak, ne vem, mi je bila ta praktičnost bolj všeč, no. Pa ne rabiš komplicirati, mislim, veš, kaj boš imel, veš, kaj imaš. To je to, ne. Če bi te kdo vprašal z izkušnjo tako celo kupno, ko zdaj pogledaš nazaj, kaj bi mu rekla, ne vem, če bi kdo hotel iti v Ameriko, kako bi mu? Idi, pač pojdi, pač don't even question it, ker... Samo malo vedno veš, ja pa sam bom, pa ne vem, če bom to, pa kako boš tam, pa kako boš ono. Jaz bi rekla, da dokler imaš interes, skozi najdeš ljudi, pač. Ali je to, ne vem, ali je to v baru, ali je to v restauraciji, ali je to v kempu, ali je to pač sred trga, sred Times Squarea, gledaj, tu pač Američani so toliko, no vsaj Američani specifično, da če prideš do koga, pa se z njim začneš meniti, te ne bo dvakrat čudno pogledal, recimo, ne. Pri nas, recimo, je to tako, kaj bi zdaj tirati od mene, ne, ali pa, mislim, ziher mi bo za neke ponudil, pa tak ne, hvala, ne, ampak, ne vem, oni so ful bolj odprti in jaz bi rekla, da, mislim, kamorkoli greš, pač pojdi. Se mi zdi, da ful nekako spoznaš, tako sem že rekla, ne, kje so tvoje limite. Na koncu ugotoviš, pač vsaj moja izkušnja je bila taka, no, da takoj, ko si prisiljen biti sam, da nekako ti nivo samozavesti ful požene, ne, in enostavno veš, da boš to mogel narediti in ti ni toliko problem. Vsaj meni ni bil, no, jaz s tem nisem imela groznih težav. Recimo, ne, ošit, zdaj pa bo treba iti, ne vem kaj, zdaj pa je avto crkno, zdaj pa treba ne vem koga klicati. Pač v momentu si, toliko je adrenalina, je dovolj, da pač se z tega rešiš, ne. Ne vem, iti je treba, ne. Kaj pa naprimer, dosti bi jih reklo, ne, ti si vseeno sama šla in fanta pustila, ne, tudi to veš, marsikoga potem reče, kakšna punca, pa nam bom šla, pa... Kako sta vidva to shendlala? Meni se zdi, jaz osebno, no, nisem neki, da bi bila tip, ki je full attached, ampak ne, mogoče ne v slabem smislu, ne, meni recimo ni problem, imaš ti rad osebo itd, ampak jaz imam mogoče toliko srečo, da če osebe oziroma zadeve ni pri meni oziroma v moji bližini, da ne razmišljam toliko o tem, ne. Recimo jaz, če bi zdaj... Sma se valjda slišala vsaki teden oziroma večkrat na teden, če je bilo možno, ne, isto z starši, ampak jaz bi rekla, da v vsakem primeru bo ta čas pač minil, ti skozi lahko pokličeš nekoga, Wi-Fi imajo tudi v Ameriki in tudi kje drugje, ne, da pač moraš to narediti za sebe, no. Ker jaz vem, da bi obžalovala, no, če ne bi šla. Tako da, je že mogo preživeti, ne, jaz pa tudi, tako da, smo okej, smo živi, ja, smo sfurali. Načrti za naprej, kam te zdaj, imaš kakšne že tako ideje, kam bi se podala? Zdaj, kam bi se podala, eksplicitno ne. Kaj te mika? Prvo je treba magisterij končati, temu bi jaz tako rekla, ne, pol pa... Ne vem, mogoče kaj bolj kratkega, sem gotovila, da po Evropi še dejansko ful nisem bila.
bi šla neka, ne vem, Islandija, Škotska, na Irski sem sicer že bila, pa bi šla še enkrat. Severne države, zanimivo, kako to? Pa ne vem, Po mojem, zaradi tega minimalizma, to oni so bolj malo. kaj te jaz vem, pa mrzlo je. Če vidim A, 40, se res? pa če vidiš 40 stopinj še enkrat, Španija. jaz grem kar domov, res. Ne, tako mogoče, ja, krajše zadeve. Sicer me zanima recimo kakšna daljša tura Nove Zelandije ali pa kaj podobnega, ampak to je po moje še daleč v prihodnosti. To bi jaz tudi šla, ja. To bi se dalo. Enkrat bo treba, ne, mislim. Ja, čak, imamo celo eno gospo, ki dela v tem inštitutu, pa mislim, da je Slovenski Goric, gospa, ki dela v inštitutu, ko so doli klonirali. Ja. Zanimivo, kje smo vse Slovenci. Si srečala kakšnega Slovenca v... Ena sama Slovenka sred Las Vegasa. Midva, glej, šetamo se po ulici, neki random, tako smo bila lačna, da smo šla nekaj jest. Prva oseba, ki je šla mimo naju, se po FaceTimeu meni z nekom in reče, za me bo še glih tu eno grabo, veš, pa sem bila tak, o moj bog, glej, vse posod. Mali narod, vse posod, ja. Zdaj, ko si lih rekla Las Vegas, si videla tisto dvorano, kaj je Sfera ali kaj je že? Ja, na zunaj, nisem bila not sicer, ampak... Kako to zgleda? Ja. To je dejansko ogromno svetlobno nasneževanje, če se mene vpraša. Ne, to ful sveti, to je ful močna zadeva. Jaz sem bila dejansko kar čist zraven po hotelu Ja. In si že od takrat, mislim, se vala celi Las Vegas je tak osvetljen, ne, tako da niti ne tako grozno ven tuče, ampak to se zadeva skozi premika. Ne, to je taka ogromna kugla sred Los Angelesa in to je... Ampak je zanimivo, no. Las Vegasa, ja, no, ampak zanimivo, no, pač. Dobro, fajn mogoče, da, ja, zdaj odvisno s kere strani gledam, ampak če bi bil kakšen koncert, tam bi pa šla. Veš kaj, če bi bil koncert, bi šla, ampak vrtijo samo en in isti film, tako da sem bila tak, $90 pa ne dam. Če bi bilo kaj Elvis druga. Presley, ki je imel tisto hotel zakupljen, pa je vedno tam špilal. Ja. Pol pa... Ja, dejansko, ja. Pač res, če bi šla nazaj, bi definitivno šla pogledat, ampak zdaj pač to ni bila, ne vem, prioriteta, pa smo tako, okej. Ja, mislim, če tako vzemava, Amerika je toliko velika, toliko stvari je lepih za videti. To moraš iti najmanj 2-krat nazaj, se mi zdi. Pa vsakič za en mesec, da sploh kaj obdelaš, ker to so take razdalje, da... Če bi zdaj šla v Ameriko, kam biš, kjeri del bi šla raziskovati? Aha, tak potovanje? Ja. Šla bi, se mi zdi, bolj gor severozahod, recimo v Washingtonu, v Oregonu, v Coloradu nisem bila, recimo to bi ful šla. Pa Havaje, valjda. Malo pogledala sem tisto še eno letalo zraven. Čim manj letalni. Pa dejansko dolna, bi temu rekel, Midwest. Dejansko bi šla kar tak Texas, pa te zadeve, ja. Ja, tam je mogoče. Take bolj jiha momente, veš, kaj mislim. Okej, po mojem smo kar povedali dovolj vsega, no, meni je bilo zanimivo vse slišati. Dosti stvari nisem, no, nekaj si vmes že povedala, ampak ja. Pa še bi lahko, ne, 4 mesece je ogromno. Ja, mislim, vseeno pa malo bolj mora biti kratke, ampak ja, če mene osebno vprašaš, mislim tudi takrat, ko si dala vprašanje, ne, tu je bilo ful dobro, ko si vprašala direktorja Zmaga. Šef, imam eno vprašanje, kaj vi mislite, če grem v Ameriko, in ti je lepo odgovoril in se strinjam tudi. No. Ali me sprašuješ kot prijatelja ali kot šefa? Ja. Kot šef ti je rekel ne? Valjda, ja. Mislim, kdo pri zdravi pameti bi 4 mesece. Malo nas je stisnala, ampak kot prijatelj pa definitivno moraš iti. Mislim, jaz tudi osebno pač mislim, da tisti čas v primerjavi z življenjem je 4 mesece nič, ne. Je pa zagotovo ena izkušnja, ki te obogati, ti da širino, ti da ideje, mislim, svet lahko gledaš popolnoma drugače, ne. In jaz tudi osebno, če bi me kdorkoli me vpraša, vedno sam rečem, da pač mladi morajo iti v tujino, čim več v tujino, če je le možno sami, ker kako imaš ti enega zraven, si že izoliran, mislim, pač se držiš skupaj, ne navezuješ stikov toliko, ne.
Tako da, ja, dejansko v tujino iti, ker zagotovo, mislim, da je celo Boscarol rekel, da idi v tujino z odprtimi očesi in ušesi, ne, in se vrni v Slovenijo in te zadeve probe čim bolj realizirati, oziroma v Sloveniji pač uporabiti ideje. Pač jaz bi rekla, da ko greš, ugotoviš, da dejansko nam ni tako slabo. Ne? Mislim, nam ne gre tako slabo. No. Vsem to je bila moja izkušnja. Ja, greš pa prideš nazaj. Ja. Pa si rečeš, Madonna, smo mi tle v Sloveniji bogati, ampak ne mislim zdaj sam materialno, ampak imamo res lepo državo. Ok, to je to. Hvala lepa. Hvala tebi.